Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Knjižnice niso več zgolj prostori za izposojo knjig. Postale so središče znanja, informacijske pismenosti in vseživljenjskega učenja. Digitalizacija sicer spreminja bralne navade, a tiskane knjige ostajajo najpogostejša izbira bralcev. Kakšen je danes obisk knjižnic in kakšne izzive prinaša sodobni čas? Poglejmo. V zadnjih letih so številne knjižnice zaznale spremembe v obiskovanosti, pri čemer se pogosto omenja vpliv digitalizacije. V Srednji knjižnici Koper večjega vpliva digitalnih vsebin na število obiskovalcev ne opažajo, so pa v preteklosti zaznali občuten upad, predvsem v času pandemije COVID-19. Ja, upad smo seveda zaznali in to kar precejšnji v času covida, ne? Ampak od takrat naprej, ko so se sprostili vladni ukrepi, zajezitev, spet raste in obisk in izposoja in samo v lanskem letu, ravno zdaj smo pregledovali številke, se je obisk in izposoja oboje sta se nekako zvišala za skoraj 10%, kar je veliko, ne? Samo v zadnjem letu. Tako da smo v lanskem letu izposodili skoraj že 300,000 enot knjižničnega gradiva, kar je za knjižnico naše velikosti že kar veliko. Ja, v obdobju pandemije se je tudi knjižnica zelo prilagodila našim uporabnikom. Takrat smo tudi uvedli dostavo gradiva na dom, odprli smo paketnike, torej posebne enote, kjer si lahko uporabniki sami izposodijo gradivo. Je pa tudi narasla izposoja elektronskih knjig takrat, ne, zelo in se je ta izposoja nekako elektronskih knjig tudi obdržala, kar je v bistvu v redu, ne, to je bil pač en moment, ki je nekako ozavestil uporabnike, da obstajajo tudi drugačne vrste gradiva in je fajn tako. Tiskane knjige še vedno ostajajo najpogostejša izbira bralcev, saj prednjači fizična izposoja. Približno 60% izposojenega gradiva je leposlovje, kar potrjuje, da ljudje še vedno veliko berejo tovrstno literaturo. Hkrati pa narašča tudi zanimanje za elektronske knjige. Novi portal Kobiz.ela, ki ga uporabljajo vse splošne knjižnice v Sloveniji, beleži stalno rast uporabnikov. Se pa vedno več izposoja tudi elektronske knjige. Zdaj imamo nov portal Kobiz.ela, ki ga uporabljajo vse slovenske splošne knjižnice in kar raste, tako da smo zadovoljni tudi s tem. Skratka, klasične knjige sobivajo z elektronskimi, vsaka ima svoj namen, tako da oboje je super. Mlajši obiskujejo knjižnico celo pogosteje kot odrasli, predvsem zato, ker so vključeni v šolski ali študijski proces, kjer je dostop do gradiva tesno povezan z učenjem in branjem. Obisk začne postopoma upadati okoli 6. ali 7. razreda osnovne šole, nato pa tudi v odrasli dobi, ko si mnogi ustvarijo družine in jim ob vsakodnevnih obveznostih zmanjka časa za obisk knjižnice. Potem pa spet ljudje posežejo običajno več, ko si uredijo življenje in gre spet vse v normalne tire, si sposojajo, potem spet več berejo. Torej, naša knjižnica je bila znana po študijski čitalnici, imeli smo jo desetletja, potem pa je prišlo do neko obdobje, ko se je vodstvo knjižnice odločilo, da čitalnico zapre zaradi prostorske stiske, ker smo pač imeli veliko gradiva tudi na drugi strani Kopra v skladišču in se je nekako izbralo to varianto, ne, da ljudje imajo prost dostop do čim večje količine knjižničnega gradiva. Ampak lani, ko smo delali nov strateški načrt našega zavoda za naslednjih 5 let, smo med drugim naredili tudi analizo okolja, javnomnenjsko raziskavo med Koprčani in pa tudi fokusne skupine s pomembnejšimi akterji v kulturi, pa tudi na splošno v javni sferi. In na obeh področjih se je izkazalo, da ljudje še danes pogrešajo čitalnico, prostor za učenje, za umiritev, za kontemplacijo. Tako da smo prav letos, februarja, bomo odprli novo čitalnico, poimenovali smo jo Mestna čitalnica, ki bo locirana na istem prostoru, kot je bila nekdanja študijska čitalnica, torej v levem traktu tako imenovanega Piano Nobile, naše knjižnice. Bo pa to ena vrsta modularnega prostora. Namenjen bo torej ta prostor tako tihemu branju, študiju,
razdeljen bo v 2 trakta, kot tudi branju časopisov in tako naprej. Uporaben bo pa tudi za različne delavnice in nenazadnje tudi za večje prireditve s kapaciteto od nekje do 70 obiskovalcev. Ta prostor nam je tudi manjkal in se ga veselimo. Bralci so različni, njihove bralne navade pa pogosto odražajo življenjske okoliščine. Tudi posamezniki v različnih obdobjih življenja posegajo po raznolikem gradivu. Različni bralci smo, ne? Saj tudi jaz kot oseba berem različno gradivo v različnih življenjskih obdobjih, ne? Ko imam več časa na razpolago, ko sem bolj umirjena, berem tudi zahtevnejše gradivo, ko sem pa mogoče, ko imam manj časa, ko sem bolj vznemirjena, ko sem v stiski, ne, s časom in tako pa mi včasih zapaše tudi kakšno lahko branje in mislim, da smo vsi nekako tako naravnani. In da je to tako kot pred 50 leti, kot danes podobno. Knjižnice ostajajo verodostojen vir informacij, njihova vloga pa je na tem področju celo vse pomembnejša. V današnjem času se namreč ne soočamo le s poplavo spletnih vsebin, temveč tudi z dezinformacijami v medijih. Ena od nalog knjižnic je tudi ta, ne, ozaveščanje uporabnikov, bralcev, poslušalcev, o obstoju dezinformacij in naša knjižnica je med drugim ni samo splošna knjižnica, ampak je tudi osrednja območna knjižnica, kar pomeni, da izvaja oziroma da razvija neka specializirana področja za celoten slovenski knjižnični sistem in prav na tem področju informacijska pismenost, to področje je zaupano naši knjižnici, torej knjižnici Koper. In v tem okviru razvijamo več dejavnosti. Recimo lani smo v sodelovanju z društvom Pina in z Oštrom prijavili projekt proti dezinformacijam in v tem okviru smo tudi razvili posebno didaktično orodje Full Fake, razkrivamo dezinformacije, ki je zelo pomembno orodje. S tem orodjem ozaveščamo mlade, v bistvu skozi igro spoznavajo dezinformacije in se nekako opolnomočijo tudi, navajamo jih kritičnega mišljenja in prepoznavanju dezinformacij. Knjižnice so v digitalni dobi ohranile svojo relevantnost, saj niso več zgolj prostori za izposojo knjig, temveč središča vseživljenjskega učenja in reševanja družbenih izzivov. Poleg boja proti dezinformacijam in spodbujanja informacijske pismenosti knjižnice aktivno prispevajo k razvijanju bralne kulture ter krepitvi državljanske angažiranosti. Praktično ni življenja brez vseživljenjskega učenja. Tukaj so pa tudi zato, da v bistvu sodelujejo pri reševanju različnih družbenih problemov, ne. Eno je to, recimo boj proti dezinformacijam, skrb za informacijsko pismenost, ne samo za branje in bralno kulturo in nenazadnje tudi spodbujanje uporabnikov k aktivnemu državljanstvu, skrbijo za ranljive skupine uporabnikov, torej za enakopraven dostop do informacij za vse sloje prebivalstva in nenazadnje tudi pomembno je tudi ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja, ki so pomembni tudi za vse nas. Zelo smo povezani z knjižnico Minke s Cabernet, to je knjižnica za slepe in slabovidne, ki ima sedež v Ljubljani. Njihovi člani imajo, torej vsi, ki so ovirani pri branju, ki imajo pač tudi diagnozo te ovire, lahko koristijo tudi brezplačno med knjižnično izposojo, torej si lahko v naši knjižnici izposodijo oziroma naročijo gradivo iz knjižnice Minke s Cabernet. Imamo pa tudi mi določena gradiva, posebej hranimo gradivo z večjim tiskom, z večjim razmikom, recimo med vrsticami za te, ki imajo manjše oviranosti pri branju. Imamo tudi posebno zbirko za dislektike in za druge ovire pri branju. Tako da ja, ukvarjamo se tudi s to skupino, ampak ukvarjamo se tudi s priseljenci, z drugo govorečimi uporabniki, z gluhonemimi, skratka socialno, z ljudmi, ki imajo neke socialne probleme. Želimo biti čim bolj odprti in še posebej dostopni za te skupine prebivalcev.
Prostorska stiska ostaja ena največjih težav knjižnice, saj je večina razpoložljivega prostora namenjena knjigam, vendar to za sodobno knjižnico ni dovolj. Potrebujemo prostor tudi za ljudi, za srečevanja, za javne debate, za izobraževanja, za vseživljenjsko učenje, take stvari. In prav zato letos odpiramo tudi to mestno čitalnico oziroma ta večnamenski prostor. V bistvu poskušamo iz danih prostorskih danosti iztržiti čim več. Smo pa v lanskoletno strategijo umestili tudi reševanje prostorske problematike in moram tudi povedati, da je Mestna občina Koper tukaj zelo dojemljiva za ta problem in sem prepričana, da bomo s skupnimi močmi našli ustrezno rešitev v relativno kratkem času. Sodelovanje s šolami v Kopru je izjemno uspešno, knjižnico redno obiskujejo šolski razredi skupaj z učitelji, kar krepi povezavo med izobraževalnim sistemom in knjižnico ter spodbuja mlade k raziskovanju, branju in učenju v spodbudnem okolju. Za njih organiziramo tudi že 7. leto zapored letos bralno tekmovanje Beremo z roko črkolovko, ki je tudi zelo uspešen projekt, ne samo in sicer ne poteka samo v koprski občini, torej z vsemi šolami koprske občine, ampak tudi s šolami širšega obalno-kraškega območja. Segamo pa s tem projektom tudi v zamejstvo in dobra stran tega projekta je ta, da torej za priznanje dobrih bralcev torej ne sodelujejo posamezniki kot običajno, ker običajno v takih tekmovanjih sodelujejo že itak dobri bralci, ampak tukaj morajo sodelovati oddelčni skupnosti, kar pomeni, da mora vsakdo v razredu prebrati najmanj eno knjigo, zato da se lahko pač razred potem uvrsti v zaključek tekmovanja. Ne? In to je dobro, ker se spodbuja k branju vseh, tudi tiste, ki so mogoče malo slabši bralci, ki imajo verzijo do branja in podobno. Uporaba knjigomatov je danes zelo različna. Po obdobju covida, ko je bil previdnostni pristop še posebej izrazit, se je stanje postopoma normaliziralo. Knjigomati zdaj služijo predvsem kot priročna alternativa v času največje gneče, saj obiskovalcem omogočajo hitrejšo in enostavnejšo izposojo brez čakanja v vrsti. No, nekateri so že osebno tako naravnani, da raje vse postorijo sami, ampak še vedno je prisotna ta želja po pogovoru s knjižničarjem. To vsakodnevno poslušamo od naših knjižničarjev, da si ljudje želijo tega stika. Ne? Danes je tega v bistvu pogrešamo vsi, ta človeški stik, to toplino tudi ne nazadnje in mislim, da je prav, da se to tudi ohrani. Veliko se ukvarjamo z digitalizacijo starejšega gradiva, torej iz oddelka za domoznanstvo in kulturno dediščino, predvsem zato, da se to gradivo ohrani pred nadaljnjo obrabo in tudi, da je to gradivo potem seveda preko spleta dostopno vsem. Poleg tega v naši knjižnici torej upravljamo portal slovenskih splošnih knjižnic, priporočilni portal dobreknjige.si. Jaz sem njegova glavna urednica, drugače pa portal upravljamo v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka. Sodelujejo pa pri tem portalu, torej pri pisanju bralnih priporočil, praktično vse knjižnice v Sloveniji. Kot pač že povedano, izposojamo tudi zvočne knjige preko platforme Audiobook in tudi elektronske knjige preko portala Biblos. Nudimo zelo obsežno zbirko revij in dnevnih časopisov preko zbirke Press Reader, ki ponuja več kot 5000 naslovov dnevnega časopisja v vseh jezikih tega sveta in z vseh držav. Tako da ja, mislim, da kar dobro sledimo elektronskemu razvoju. Eden največjih izzivov, s katerimi se soočajo knjižnice, je prostorska omejitev. V primeru koprske knjižnice pomanjkanje prostora omejuje izvajanje številnih aktivnosti, ki bi lahko dodatno obogatile ponudbo za uporabnike. Na širši ravni pa knjižnice v Sloveniji še vedno bijejo bitko za prepoznavnost svoje širše vloge. Niso zgolj mesta za izposojo knjig, temveč pomembna kulturna, izobraževalna in družbena središča, ki spodbujajo vseživljenjsko
učenje in kritično mišljenje. Danes splošne knjižnice lahko ponudijo svojim lokalnim skupnostim veliko, veliko več, kot sem že omenila, od vseživljenjskega učenja do konec koncev tudi srečevanja, javnih debat, do ozaveščanja, ukvarjanja z različnimi družbenimi problemi in podobno. Jaz mislim, branje, nisem jaz prepričana, da res tako zelo upada, kot se veliko govori, ne. Če gledate raziskave Knjige in bralec, ki potekajo od leta 1974 pa do danes, skoraj praktično vse raziskave kažejo, da približno polovica Slovencev bere, polovica pa ne. In glede na to, da danes ima knjiga veliko konkurentov, če lahko temu tako rečemo, ne, od radia, televizije, računalnika, pametnih telefonov in še marsičesa drugega, da smo uspeli ohraniti takšen nivo branja, je to v bistvu že uspeh. Verjamem pa, da bomo ljudje brali še več, ker to danes potrebujemo, zato da lahko sploh funkcioniramo v družbi, zato da znamo konec koncev tudi zastopati svoje stališča, jasno izražati svoja mnenja in da smo uspešni. Slovenci knjige visoko cenimo, kar se odraža tudi v spoštljivem ravnanju z njimi. Kot majhen narod, ki svoj jezik in kulturno dediščino vidi kot ključen del svoje identitete, ohranjamo močan odnos do knjižne besede. To spoštovanje se kaže tudi v skrbnem vračanju knjig, ki jih uporabniki običajno ohranjajo v zelo dobrem stanju. Recimo v naši knjižnici vsako leto nabavimo približno 8 do 10 tisoč novega gradiva, novih knjig, kar pomeni, da moramo približno enako količino tudi odpisati. In ljudje to zelo težko sprejmejo, ne, da se knjige tudi odpisujejo. Je pa odpis nujen zato, da se ohrani relevantnost zbirke, ne, da se zastarelo gradivo z informacijami, ki ne držijo več, pač odpiše in da je potem tako ohranimo zbirko živo in se ljudje potem tudi lažje znajdejo v izboru res relevantnega gradiva. Posebno pozornost namenjajo tudi najmlajšim bralcem. Lani so v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem zasnovali dolgoročni in celovit projekt Skupaj za rastoče branje, s katerim spodbujajo zgodnje bralne navade ter razvijajo ljubezen do knjig že v najmlajših generacijah. To je projekt, ki je namenjen najmlajšim, torej od dojenčkov do nekih otrok starih 5 let. Gre pa za spodbujanje predbralne pismenosti, ne, s pripovedovanjem zgodb, z različnimi didaktičnimi pripomočki, preko katerih se otroci potem lažje izražajo, bogatijo besedni zaklad, spoznavajo nove besede, se učijo zastopati svoje stališča, izražanje in podobno, kar je zelo pomembno, ker vse raziskave kažejo, da je predbralno obdobje, torej dobro vodeno predbralno obdobje zelo pomembno za razvoj potem bralne pismenosti, ki je pa osnova potem vseživljenjskega učenja. Knjižnice danes niso le prostori za izposojo knjig, temveč središča znanja, informacijske pismenosti in vseživljenjskega učenja. Kljub izzivom, kot so prostorska omejitev in digitalizacija, ostajajo ključne pri spodbujanju bralne kulture in kritičnega mišljenja. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.